Gospodarstvo potrebuje pravosodni sistem, ki bo hitro in pravično zajezil plačilno nedisciplino, reševal gospodarske spore in zagotovil učinkovit pregon gospodarskega kriminala. S tem bodo zagotovljeni osnovni pogoji za normalno poslovanje podjetij in povrnitev zaupanja v poslovne odnose. Za ekonomsko in politično suverenost sleherne države je nujno, da je vodenje države in izvajanje javnih storitev, ki so naše skupno dobro, usklajeno z delovanjem gospodarstva in z njegovimi sposobnostmi, kompetencami za rast in razvoj. Rad bi povedal, da se veselim sodelovanja z Gospodarsko zbornico Slovenije in nasplošno s podjetnicami in podjetniki. Recimo izražena je bila zelo enostavna misel, da bi morali najbolj komplicirane stečaje voditi najboljši sodniki. Enotni smo, pravne države nimamo. To interesno združenje namenjeno predvsem temu, da damo konkretne predloge z obrazložitvijo, kaj pričakujemo in kaj to pomeni za nas in za državo. Smatram, da bi morali zlasti zahtevati od našega sodstva, da se bistveno boljše organizira, da v krajšem času izpelje se svoje postopke in mislim, da imamo v soseščini celo vrsto primerov, kjer te zadeve tečejo brez vsakih problemov. Podjetja potrebujejo stabilno poslovno okolje, spodbudno davčno politiko, odpravo administrativnih ovir, hitre in učinkovite upravne postopke, fleksibilni trg dela in celovito reformo pokojninskega sistema. Kolegi iz vrha slovenskega gospodarstva so nas seznanili tudi z napori, ki so jih oni vložili v zadnjih 3 kriznih letih, zato da so preživeli, da se lahko normalno razvijajo. Prihodkovna stran absolutno mora dirigirati odhodkovno plat. In ta odhodkovna plat, hočeš nočeš, se mora prilagajati gospodarstvu. Tu imamo niz rešitev, ki jih seveda najprej želimo dogovoriti z socialnimi partnerji. Torej, na današnjem obizju smo potrdili, da je potrebno urgentno spremeniti oziroma sprejeti predlagani zakon ZFPIP-E. Pa bi rad izpostavil predvsem trošarinsko problematiko, kjer je stališče predstavnikov Gospodarske zbornice in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo enako. Danes smo pravzaprav definirali 4. paket za spodbujanje gospodarstva. Gospodarstvo potrebuje strateško, odločno in sistematično državno podporo novim investicijam, inovacijam, znanju in raziskavam. Družba znanja v globaliziranem svetu prinaša nova kakovostna delovna mesta in s tem večjo socialno stabilnost države in vsakega posameznika. Seveda predsedstvo Gospodarske zbornice je pripravljeno pomagati pri opredelitvi prioritetnih projektov novega razvojnega zagona. Verjamemo, da lahko skupaj z vlado uspemo, le volja in pripravljenost sta potrebni. Podjetja, ki so tudi v obdobju recesije, slabših pogojev na trgu uspela rasti, se razvijati, biti inovativna, odpirati tudi nova delovna mesta, ustvarjati boljše poslovne rezultate in imeti tudi visoko stopnjo družbene odgovornosti. To so letošnji nagrajenci Gospodarske zbornice. Po inovaciji je zelo dobro ve, da delaš nekaj novega, kaj človeštvo še ni naredilo. Ja, ta dogodek je presegel naša pričakovanja, tako po številu udeležencev, kot po bogastvu programa, ki je bil na tem dogodku. Taka priznanja nam dajo vsekakor dodatno spodbudo, nas potrjujejo, da smo na pravi poti in nam daje novega elana za nove raziskave. Zaradi velikega pomena enotnega patenta bo Gospodarska zbornica Slovenije o sodelovanju z Uradom za intelektualno lastnino v prihodnjem letu dosti aktivnosti namenila osveščanju podjetij glede pomena intelektualne lastnine in pa priložnosti, ki jih bo v prihodnosti tudi prinašala. Slovenija potrebuje konkurenčno izvozno gospodarstvo. Okrepiti moramo blagovno znamko Made in Slovenija, povečati moramo mednarodno povezanost gospodarstva s konkretnimi razvojnimi spodbudami, programi in fleksibilnejšim viznim režimom za tuje poslovne partnerje. Le tako bomo olajšali in okrepili prodor naših podjetij na tuje trge. Gospodarska zbornica Slovenije je pač še vedno osrednja organizacija, ki združuje
slovensko gospodarstvo in treba priznati, da se zelo trudi pomagati slovenskemu gospodarstvu pri internacionalizaciji. Mislim, da je vse zelo dobro organizirano, veliko različnih podjetij na enem mestu, ena lepa priložnost za promocijo. Ta sporazum odpira možnosti za prodor v obeh smerih. Če govorimo o mednarodnih sporih, potem je zelo jasno, da je arbitraža boljši način reševanja sporov. V Egipt tudi tja računamo in imamo planirano gospodarsko delegacijo. Seveda bomo nadaljevali aktivnosti tudi za iranskim trgom, načrtovani sta tudi delegaciji tako na Kitajsko kot v Indijo. Slovenske IKT firme, to je pač združene v klastru Zitexa, računamo na to, da mogoče skupaj lahko zastavimo določene pilotske projekte. Želim si in tudi vsem nam želim, da bi v letu 2013 za večjo modrostjo, pa tudi za večjo učinkovitostjo, reševali nasedle projekte v gospodarstvu, dvignili zaupanje prebivalstva in predvsem naredili Slovenijo spet pravno čisto.